V prebranih celicah beremo knjige, ki nosijo znak za kakovost Zlata hruška. Danes zvestno bereva in kretava zgodbo iz slikanice Anton. Vračamo se v čas Prve svetovne vojne. Prebrala sva resnično zgodbo o starem očetu ilustratorja Damjana Stepančiča, ko se je boril na Soški fronti. Besedilo je zapisala Lucija Stepančič. Prisluhnite in poglejte zgodbo. Neke noči proti koncu zime je nastopilo čudno zatišje. Bilo je nenavadno toplo in zadišalo je po morju. Danes zvestno bereva in kretava slikanico Anton, ki je prilagojena osebam z motnjo sluha. V sebi pa skriva še veliko več. Vesna, zakaj je bilo vredno prebrati to zgodbo? Meni je zgodovina všeč, pa kljub temu, da govori o vojni, mi je bila tudi ful všeč. Moraš imeti domišljijo, da lahko zgodbo razumeš. Mene so navdušile tudi ilustracije. Narisal jih je Damjan Stepančič. Presenetilo pa me je, da je izbral zelo omejeno paleto barv. Zakaj misliš, da jih je izbral? Oziroma so bile tebi všeč? Ja, zdaj sem je bila všeč zaradi tega, ker je sam narisal. Barve pa temačnost v tem obdobju pove. Preveriva to kar pri njemu. Damjan, lepo pozdravljen. Verjetno je za tvojo izbiro barv kakšen poseben razlog. Ja, živijo. Prvič, ko sem raziskoval material za to knjigo, sem naletel seveda jasno na črno-bele arhivske dokumentarne fotografije, ki so zbledele, kjer so kontrasti zelo, bi rekel, zamegljeni, porumenele. In se mi je zdelo, da v ilustracijah bi pa rad dobil ta karakter neke arhaičnosti, neke dokumentarnosti, neke časovne odmaknjenosti. Nenazadnje si pa tudi ne predstavljam, da bi risal stvari o prvi vojni, pa da bi bile barvne. Super, hvala. Če smo se danes tako lotili ilustracij, ne smeva pozabiti tudi na kretnje, ki jih je narisal akademski slikar Nikolaj Vogel. Zakaj so v kretnjah vrisani tudi čustveni izrazi, mimike? Ja, za znakovni jezik delajo roke pa mimik oziroma obraz, da lahko lažje razumejo, kaj ti misliš s tem povedati. Logično. Tovrstne izdaje knjig zelo pozdravljamo, še posebej te, ki so del naše kulturne dediščine in prilagojene ranljivim skupinam. Takšno prilagoditev lažje razumejo, poleg tega pa se s tem dviga njihova jezikovna raven. Vprašanje se glasi takole. Prilagojena slikanica Anton predstavlja ustrezno pomoč osebam z motnjo sluha. Zakaj? A. Zgodba predstavlja našo kulturno dediščino. B. Na vseh ilustracijah so vidni izrazi obraza. C. Narisane kretnje izboljšujejo znanje jezika. Ali D. Barve poudarijo zgodovinsko prizorišče zgodbe. Imate 15 sekund. Še nekaj sekund je do konca. Čas je potekel. Vijolična ekipa pravi, da je pravilni odgovor C, da narisane kretnje izboljšujejo znanje jezika. Rumena, ki pa je na to vprašanje stavila svojega brihtolina, pravi, da barve poudarijo zgodovinsko prizorišče zgodbi in da je zato to ustrezna pomoč osebam z motnjo sluha. Narisane kretnje s čustvenimi izrazi pripomorejo k dvigu jezikovne ravni oseb z motnjo sluha. Tako je pravilen odgovor C in 5 točk dobi vijolična ekipa. Tudi vi, ki nas gledate doma, berite z nami. Na družbenih omrežjih vas tale knjiga celo čaka in dobite jo lahko, če seveda pravilno odgovorite na vprašanje. Veselo branje, dragi tekmovalci in tekmovalke, vam pa veselo odgovarjanje. Gremo naprej.